Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live. Dober večer in dobrodošli. Jeger in Andrej sva z vami. Dober večer. In kolegica Anja Škrlec, ki bo pridno poskrbela za sliko, da bo vse skupaj potem tudi na naših družbenih omrežjih Totega radia končno spet Toti Live, majski Toti Live, ki tokrat pripada dvema vrhunskima glasbenikoma. Zdaj, če bi rekel Jernej pa Davor, sta z nami, bi rekel, kdo? Če pa človek reče Dimek in Klarič, potem pa je jasno, da sta to dva res vrhunska glasbenika. Dobrodošla, pubeca, v Totem studiu. Ja. Ne. Čisto vedo, ni še dolgo, kar sta bila pri nas in takrat, ko sta bila pri Medvarju, smo rekli, to pa je treba hitro ne samo ponoviti, to je treba pravzaprav razširiti. Absolutno razširiti in to bomo naredili nocoj. Nocoj bomo namreč veliko govorili, veliko bomo igrali, tudi peli, ker konec koncev imata glasbo z muziko o vinu in ljubezni. In verjamem, da bo to danes tudi ena taka lepa, prijetna rdeča nit tega sicer oblačnega pa deževnega večera. Za nas vreme sploh več ne moti, ko imamo vaju v studiu, je tak? Ja, viš, to je dobra stran teme. Je, ne? Ja, pol človek ne vidi skozi okno, kako je. Absolutno. Zato smo tudi vse poslušalke in poslušalci Totega radia povabili, da so obvezno danes z nami, da jim absolutno polepšamo ta večer. Sicer pa, ko sem že omenil muziko o vinu in ljubezni, najprej so bile pripovedke o vinu in ljubezni. Dimek, ti si napisal eno pesniško zbirko. Malo nam povej o tem, kdaj je to izšlo, kdaj si to izdal in povej nam malo o tej zbirki. Ja, pa tega mora biti po mojem za že 10 let. No. Že? Okay. Ja, bi znalo biti. Okay. Ali pa 8 vsaj, no. Ajde, ja. Ja, to je izbor takih malo drugačnih tekstov, ki sem jih napisal skozi teh zdaj že 30 let ustvarjanja, tudi literarnega. In pesmi, ki so bolj pripovedne, ki govorijo zgodbe, ki so pogosto zabavne, pa res težko pobegnejo stran od pijače in od ljubezni v takih ali pa drugačnih oblikah. Ne? Kot moški, ne? Podobno. No, in to je tudi, bi rekel, srž ali pa rdeča nit pesmi, ki jih izvajamo z Davorjem. Jaz smo potem iz tega zbrala, naredila najin program. Ne vem, ali je bilo kako drugače? Ja, kak sta rekla? Sta rekla to... Točno tak je. Ja. Sta rekla, za vse to pri midva enostavno ni dovolj časa, ne? In pa razumevanja. Gremo midva po svojem. Ja, kak je sploh do projekta prišla? Je bila to kriza srednjih let, ne? Vama muziciranje v sklopu skupine midva ni bilo več dovolj, ali se vama je nabralo toliko kreative, da je pač pol ventil spustil, pa gremo midva za sebe, oziroma ne za sebe, dajva še nekaj zraven narediti. Ja, veš, dejansko so te ene pesmi ne pašejo najbolj gor na rockerski oder, k električnim gitaram, k bobnom. Tam morajo biti komadi bolj energični, hitri in tak naprej. Ne? Mi pa igramo taki pripovedni program, ki pa bolj paše v intimna okolja in smo rekli, zato pa lahko res komod zram furama, ker ni nobena konkurenca. Ne mi njim, ne oni nam. Je naš studio dovolj intimen? Ja, to je, ne? Malo preveč lučiti. Ja. Jaz bi še to sam dodal, da sem 9 let nazaj v band prišel, ne? Ja. In takrat je glih mal po mojem prihodu je Jernej izdal svojo prvo knjigo, roman. Kakih pesmi? Pevci pozabljenih. Jaz tudi pozabim. In me v bistvu smo nekako takrat pol to formirala, ker je Jernej rekel, veš kaj, jaz sam hodim to predstavljati, da bi mi dva skupaj hodila, bi še ti klavir igral, pa imam 6 par komadov, ne, pa bi pol to mogoče zapakirala malo drugače. Tako da dejansko mislim, da smo mogoče prve dve dejansko, da je bila predstavitev kar knjige tvoje. Ne. Ja. Tako smo začela. No. Fino, leta so menila. Danes vaju imamo v Totem studiu, smo zelo veseli, hvala, da sta prišla in jaz predlagam, da je skrajni čas, da eno res lepo zdaj tudi slišimo. Katera bo torej prva nocoj? Prva bo ena taka pesem, ki se ukvarja s vprašanjem, zakaj bi kdo, ki je žen, pa pri zdravi pameti, pa zdrav nasploh, naročil
malo namesto veliko pivo. Veš, kolikrat se jaz to vprašam? To je res strinjam. Ja. Mislim, ker če bi hotel malega, bi velikega naročil, pa malo not pustil. Ampak itak smo na Štajerskem, tada not ne puščamo. Evo pa dajmo, izvolita Dimek in Klarič na Totem Live, na Totem Radio. Star sem dosti in razumem, da ima kdo pač raje svojo klet dvorišče od izletov tuje kraje. Da je point življenja boljši avto od soseda, drag bicikl in fasada barve sladoleda. Štekam maratonce, lovce, Jehovine priče. Toda vetrnice le pri nas morijo ptiče, da so naše avtoceste dražje kot v tujini in da vlaki vozijo še zmer v prvi brzini. Vse razumem, nekaj pa mi je nepredstavljivo, kak ma lahko kdo na svetu raje malo pivo. Vse zastopim, tudi cene stanovanj v Ljubljani, da nam že po 20 let vladajo isti župani, da je komu fajn izgled pomembnejši od hrane, Herbalife častilke za prisežene vegane. Štekam snobe, japije, priležnike sistema, da glih naše ključnih trenutkih zvije trema, da največji avtori kopirajo od tujih, da so narodnjaki danes v usnju in tatujih. Telefonske studije, ki kličejo vsiljivo, ampak da ima kdo na svetu lahko raje malo piva. Razumem vse, ki jih novice spravijo do besa, da je modro biti tiho v dnevih PMS-a, da je treba ostati pred peto, kadar greš planine, da si po obisku Stožic zaželiš tišine, tudi da je mladim več do neta kot do družbe, da bo letos sneg spet presenetil cestne službe, pa da so najbogatejši včasih najbolj bogi, da še nismo zreli, da živeli bi v slogi. Vse požrem še naše sodstvo in oblast v šivo, menadžerje, ki bogatijo grabežljivo, fajmo štreki deci, govorijo ljubeznivo, ampak kak hudiča ma lahko, doraje malo pivo, kak hudiča ma lahko, doraje malo pivo. Ja, bravo. Odlično. Ja, vrhunsko. Kakšen začetek. Ja, jaz moram povedati, da so mi Dimekova besedila res vrhunska, sedejo mi ko budali šamar, resno. Ljubezenska lirika, humor, sarkazem, veš, kot da nosiš neko ono iluzionistično ogledalo sabo, ne, pa ga nastavljaš družbi, ne. Vseeno je njihova oblika noter, ampak malo popačena, malo zavita, ne. Kak ti to rata? Veliko krat se v špegel pogledam. Pa zgleda tudi malo krivi. Dobro. Ne, veš kaj. Če človek hodi dosti ven, sploh so pa najboljši možen kraj za kaj takega so podeželske gostilne, kjer se zbirajo ljudje od 15. do 95. leta.
pol sliši takih zgodb, moraš imeti samo oči koliko toliko odprte, pa uhe naštelane in je treba doma samo še verze dati tisto, kar si tam čul. Aha, samo to je to. To je to. Odlično, jaz mislim, da se nekaj slišiš, vidiš, pa se ti pa nekje vsede, pa Ja, se je tak nekak, ne? po malem pivu, oziroma velikem, ne? Recimo. Seveda, no, tako mora biti. In čez redo nam je pubecom, ne, vino, ljubezen, mogoče tu pa tam še kakšen fajn avto, ne, za gušt, pa je to, kar pravzaprav rabimo, ne. Točno to. Evo. Kaj bi človek neko veliko filozofijo teral? Absolutno. Gremo dalje z naslednjim komadom, kaj bo tokrat? Ta je pa že bolj ljubezenska, oziroma ta je čist prava ljubezenska, ne? Ja, ta je pa res ono, ko človek poveže vino in ljubezen tak, da jih bolj skor ne more. Zimska idila. Tako da glih za ledene može. Evo. Odlična idila danes torej v totem studiu z Dimekom in Klaričem. Prazen je dan, prazna primestna postaja. Sence beži, polja kopnijo v temi. Skozi okna glej, smeh željam roko podaja. Kupi daril, jaz pa le eno želim, da bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavobol. Ko zunaj naletava prvi sneg, snil bi s teboj dotlej, da ti v očeh ugasne zadnji žarek prazničnega dne. Kratek drget, spet zagrabi ročaje. Škripanje vrat, stopam v meglo in mraz. Center je živ, mlad par lovi otročaje. Lučke iz smrek rišejo znani obraz. Jaz bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavobol. Ko zunaj naletava prvi sneg, snil bi s teboj dotlej, da ti v očeh ugasne zadnji žarek prazničnega dne. Jaz bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavobol. Ko zunaj naletava prvi sneg, snil bi s teboj dotlej, da ti v očeh ugasne zadnji žarek prazničnega dne.
Izjemno, Dimek in Klarič, Zimska idila. Jaz sem prepričan, da so naši poslušalci zdaj v veliki večini kuriti začeli kamine. Ja. Slišal sem plutovinaste štople od flaš, kako pokajo in garantiram, da so 3 snežinke vmes na glavnem trgu padle. Kak pa, da rej ti to lepo plastično prikažeš, ampak jaz bi preživel ta večer s teboj, ne, lep vers, Zelo. bi tudi vidva preživela ta večer z nama. Recimo zdaj tu. Vsega. Ja, no, vse to. Ja, ker načeloma živita v Ljubljani, pa sta se vrnila na Štajersko. Kak je zdaj prit nazaj? Samo pol. V bistvu, ja. Jaz sem se lani februarja v Celu. Boljše, bravo. Ja. Rodno mesto, no. Ne, ampak kako se je vračati? Grem pa v početrtek spat, tako da če se Dobro, odlično. Dobro, tako da preveč snežink ne vzpodbudimo z melodijami, Ne. ker letne gume so že na avtih. Ne? Ja. Ne še? Dobro. Razno one, ko malo zamujajo. Dobro, ne, to je zadnja leta zelo dobro, če Ja, človek ja. malo zamudi s tem, kot kaže tudi vremenska situacija. Fino, 18:20 to je in imamo nepozaben toti live koncert z Dimekom in Klaričem na totem radiju in komaj čakamo že na naslednjo. Kakšna je zgodba naslednje melodije? Zgodba naslednje. Ja, zanimiv komad. Naslov je Obletnica, govori pa o tem, v čem smo Slovenci svetovni prvaki. V obeleževanju okroglih obletnic. Ja. Tako to mi delamo, to nam noben ni do kolen, mislim. Koliko pri nas smrek pade, jumbo plakatov, tistih rožič, številk in vsega ostalega, Ja. tako se mi to gremo, res. In, zdaj, če slučajno kdo ne ve, kako organizira tako okroglo obletnico, recimo za 30. rojstni dan, sem midva napisala pesem, ki je na nek način se lahko bere kot recept ali pa kot navodilo. Tako da zamišljena je pa kot očeta, ki svojemu sinu za 30 pripravi tako presenečenje. Odlično. In morda se, ne prepričam se, da se bo marsikdo v tem našel in če se hočete še bolj potem Dimeka in pa Klariča povabite na takšno 30, ko da naredita absolutno ta pravo vzdušje. Evo, se že veselimo. Izvolita. Le sekaj smrečico, ti dreja, idem. Ko boš slavil obletnico, ti dreja, Sin moj, jutri boš 30, kasnor, kak jubilej, kako preseganje vseh mej. O ne pojde mimo kar tako, storim, da prav vsi izvedo, kako uspešen fant si bil, da si se nam rodil. Dobil boš mlaj, še lepši kot za 1. maj, pa če grem pon Kočevski gozd, da trden bo kot kamen most. Dobil boš sliko na pano, ne eno, 2, vsaj 5 jih bo, naj vsakdo vidi kakšen ded, praznih hladilnik mi in klet, kako ponosno dvigaš glas, držiš se pametno kot znaš, korajžno sedaš za volan, tudi če ko krava si nažgan. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidi in sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma slavi obletnica. Dobil boš svoj prometni znak, da boš številko videl vsak, ki se tot mimo bo peljal.
mirnost občudoval in majce prav za vse ljudi, ki bodo sred noči prišli, da usnute presenetijo. Čeprav računal boš na to, saj boš na hladnem že držal, narezek vino šnop skakal in kleti bo oblečen kvant, smrčal najeti muzikant. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidi, sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma slavi obletnica. Če ne bi takrat tak divjal, kot bik se v jajčece pognal, prihranil bi si bil vse to, ostalim nam pa prav tako. Po drugi strani pa ne vem, če jaz bi kaj pridobil s tem, kakšen bi bil šele tvoj brat, če si ga ti pustil odzad. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidi, sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma slavi obletnica. Veš, zdaj greš 40 naprot, morda je čas, da svojo pot počasi bi od nas ubral in svoji riti sam poslal. Sej ne da ni bilo s tabo fajn, a penzije je vsak dan manj. Zato ko greš, zakleni vrata, ljubeča mamica in ata. Vrhunska, tu pa je bilo enega truda noter. Ja, in moram Bravo. reči, ne, pesem in pa besedilo, na katero človek pri 30 gleda povsem drugače kot zdaj, ko je človek skoraj 50. Za sebe govori. Ja, sej sem za sebe. Skoraj 60. Resno. Za sebe govori. Dobro, Dimek, pevec, kitarist, tudi harmonikaš, ker pričakal sem te, ko kreten tudi meh raztegneš, pa potem pesnik, pisatelj, igralec. Sodeloval si tudi kot scenarist pri različnih prireditvah, predstavah, televizijskih oddajah. Kdaj lahko pričakujemo likovno razstavo? Zelo navezno vprašanje. Po 60. ne? Bendu so me, evo, za mojo 30-letnico Ja. so me zezali, da bo naslednji projekt balet najbrž. Evo, dobro. Tak da, ne, risati pa ne znam bokve kaj, tako da to se po mojem Resno? ni zabate. Ok, ampak kak je pa vseeno živeti s toliko talenti? Veš, veliko cajta moraš imeti. Pol pa, če imaš veliko cajta, ti je pa škoda, da ne bi ga na nek način skoristil, pa pač nekaj delaš. Ne? Zdaj pa, ne vem, eni ljudje so bolj skromni ali pa imajo mogoče neko višjo stopnjo samokritike, pa glih vsega, kar naredijo, ne pokažejo javnosti. Jaz sem pa zgledal malo v to drugo skrajnost mahjem, tako da moram vse pol še nekomu predstaviti. Ja, v redu, zakaj pa ne? Hvala Bogu, Ja. da nam daješ to, kar nam daješ, ne? In da sta danes z nami na totem live koncertu, na totem radiju. Še eno pesem bomo poslušali zdaj, potem pa kratek predah. Dobro. Katera bo torej četrta danes? Boš ti povedal. Ja, bom. Četrta pesem bo Blues ob žici. Moram reči, da je ta, bom rekel, poleg Pod odrom, ki je sicer ne izvajama, bom rekel, je najbolj žalostna pesem. No, Okay. Pesem poje v bistvu o ljubezenski zvezi ali pa fantu in punci, dajmo raje tako reči, mladih ljudeh, ki sta pač vsak na svoji strani žice zaradi tega, ker jih je razmejila žica, ki se je naenkrat tam pojavila, prej pa ni bilo, no. Najlažje bi tako rekel in v bistvu opisuje en ta
kako bi že to rekel, ta banalen odnos do teh mej in do vseh teh postavljanj žic, ki smo jih bili pred kratkim pričano. Mogoče še Dimek. Ali pa smo jim še vedno bolj in bomo. No, tako. In se spet postavljajo, ne, kot kaže. Tako, dobro, poslušamo, se veselimo, Dimek in Klarič z nami na Totem Live. Čisto tiho je odprl vhodna vrata, stopil skoznja je previdno kot zmeraj, v prevelikih čevljih spečega brata, z majhnim hlebčkom prihranjenim od včeraj. Zvezde so mu pele, ko je tekel čez polja, leske skrivale ga v svoje goste veje. Misel nanjo je koraku dala volje, da se je pognal skozi podrast še hitreje. Kaj če ji ne uspe, če nocoj jo dobi, kot kradla se v noč je zame. Če nocoj jo dobi, če je ne izpusti, strejo njeno premlado srce. Čakala ga je nedaleč od prehoda, mu podala roke prek bodeče žice, nagnil se je k njej neobčutljiv za vbode. Porezan vrat in krvavi čelice, dvignil bi jo k sebi, ko bi mogel, jo položil na mehko rosno travo, pa lahko je le lovil nemirne zloge in v temo jo moledoval brezglavo. Daj ostaniva še vsaj minuto ali dve, rad bi božal tvoje lase. Še minuto ali dve, saj nihče ne izve, da to noč sva užila beži. Preveč zasanjana, da bi opazila, trd korak, vojaško pokrivalo, luč, ki ju nenadoma je oslepila. Gorko sonce je zjutraj obsijalo, kraj, kjer žica svetova je ločila. Tvoje srce ob njej zavedno je obstalo.
Dimek in Klarič. Tako smo bili čist. Takšne tišine še ni bilo v tem studiu. Bravo! Lejte, ne, Ja. ite dol. In vsi tisti, Lahko so. ki imate isto kot Jeger in kot jaz, trenutno kurjo kožo, brez skrbi, šele na polovici smo, čez nekaj minut smo nazaj, še v drugem delu današnjega totega live koncerta z Dimekom in Klaričem. Dobrodošli nazaj, Jeger in Andrej Mandelova družbo, v tokratnem Totem Live. Dober večer. In seveda vrhunska, kot smo že slišali, Dimek in Klarič. Dobrodošla še enkrat. Hvala lepa, Hvala. lepo zdrav vsem zamudnikom. Ja, nič narobe, mislim, lahko vam je žal, da ste zamudili, Tako, ampak ja. absolutno ne. Tudi v drugi polovici tega live koncerta bo kurja koža, bodo 3 snežinke padle zunaj in boste kamine prižigali in odpirali najboljše flaše, ki jih imate v arhivi. No pa tudi pol se bo vse to zrezalo, zmiksalo pa shranilo v našo audio špajzo, tako da bo vse. Ampak pazi, Andrej, če smo prej na dolgo in široko obdelala Dimeka, ne? Ja. Moramo povedati, da je tu z nami tudi vrhunski pianist, rocker, igral je pri najboljših slovenskih izvajalcih, Šankrok, Ja. Magnifico, zdaj na koncu mi dva, Davor Klarič, pozdravljen, rocker, ne? Lepo zdrav. Rocker, kaj ti je Dimek obljubil, koliko zazidljivih parcel v Rogacu, da si se odločil, greš v kantavtorstvo? Ja, to smo pol kar tam začela, pa smo tiste par dvojčkov postavila. Ne? No, Okay. Je se splačalo. ne, ampak res, kak ti je z Dimekom? Z Dimekom mi je super. Super mi je in z njim, ko sama igrama, super mi je s celim bendom, mi dva. Rekel tak en precej nekonflikten bend, ki se zabava že na poti na špilu, na poti špila, tako da super, no. Mi dva pa isto. Jaz moram povedati, da kemija oziroma energija je res ta prava, kako sta prišla, to smo lepo naredili, sproščeno, nobene hektike, Res je. nobene živčnosti sta se postavila. Mislim, ne da bi bilo polovičarstvo profesionalno, ampak sproščeno. Ne, tako da. Ja, pač tukaj tega smo že oba naredila, da se že malo prej pripraviš, da ja ne bi to zdaj kaj živčaril brez veze, ker to gre na slabo in tebi in vsem ljudem v okolici, ne, tako da probaš biti čim bolj skuliran, pa dobro, nekako že veš, kako te stvari potekajo, pa te pol ni tukaj, veš, da si zmeri nekako spelal, tudi če so bile. Saj samo Dimek, verjetno je. Ne? Moram reči pa, da malo zasluge gre pa tudi vam, zato ker prvo, ko smo prišli, ste nam šluk ponudili. Aha, ok. Pol ste leteli še po osvežitev dodatno. Po eliksir, ja, tako. Pol pa človeku malo spustijo tiste. Ja, šluk, eliksir, pa toti live. Tako je na Totem radiju in zdaj si želimo že kako naslednjo pesem, kako sta se odločila, kako gremo naprej? Evo, tole pa bo zdaj v bistvu edina pesem, ki je nisma midva napisala, ne, ampak je od skupine Midva, ki pa je ne igra že po mojem 15 let, nekaj takega. Je spet moj tekst, taki dolg pripoved in potem sem midva naredila eno tako priredbo, da paše pač v to akustično sestavo, jo precej predrugačila. Gre pa za pesem Fight. Zakaj se ne bi tepli? Himno naši osamosvojitveni vojni in bi rekel kratka učna ura za vse maturante. Pravilno, izvolita. Konec 80-ih let so vzhodni Berlinci spet lahko videli žlahto po drugih svetovih. Pozabljeni nemški heavy metalci so zaznali spremembe v ruskih vetrovih. V jugi je bila takrat glavna fora, kak boš čim več folka na miting si zgrno. Ponekod so šli na jogurt, drugod pa v podporo 4 juncem, ko so nekaj si skopirali na črno. So mahali zastavami in drli se parole, oni proti nas podali, mi pa proti njim odole. Toto stanje jasno da ni moglo traja dosti cajta in dopislo generalom in prišlo je do fajta. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Fight, fight,
Tretja najmočnejša armija v Evropi je navalila na nas z avioni, tanki topi, povampirjeni regruti, z opranimi možgani so preplavili gozdove, med Čentiljem in Jelšanami, gazili fičake, avtobuse in kombajne, rolirali zvonike, naše ceste, naše sanje, raketirali oddajnike na Boči in na Grimu, skor najebala na baba, ko je šla slučajno mimo. Pa stopni so iz host teritorijalci naši vrni, rekli dosti imamo, gremo boj, magari vsi pomrli. So podmazali si puške in na brusle, armbruste, še nekaj za koraj žovlili, večno žejne uste. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Kaj se ne bi tepli, se pa imamo cajt. Da šmarnci ni samo alkohol, je še ena divja stvar, ko se ji reče metanol. Ko se ti tak po parih litrih začne ziba čankrataš tak močen, da si upaš iti golorok na tank. So tankali in jurišali naši specialci, brez predaha razen ko so spali, ali pa bili na malci. Branin dom nam je Slovencem dano že v genih, dober teden pa je bil sovražnik na kolenih. Ostal je še kak mesec, da je stvar v roke vzela Evropska komisija in določila načela, komu zemlja, komu puške, komu jabuke in hruške, komu bojo šli krediti, komu pa obresti od eruške. Danes smo starejši, pa tudi malo bolj kšajti, nije vojne, da bi zaradi še šli iz svojih baj. Vsegli pa se včasih radi spomnimo na cajt, ko smo stopili skup in se hrabro drli. Fight, 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 fight. Fight, fight, fight. Se lahko pomagata? Fight, fight, fight. 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 Bravo! Točno vse tak je, Ja, kot smo točno tak. slišali. Jaz upam, da so maturanti poslušali. Ja. Evo. Sploh, če Res. pišejo maturo zgodovine. Ne? Ja, lahko reši. Ja, res je. Če so zdaj to poslušali, imajo nareto praktično. Ne? Skoraj. Ja. Ja, povzeto podime, ko samo to naj napišejo pri osamosvojitveni vojni. Kakšen genijalen tekst, res. Ja, res je. Mislim, brez besed. No. Kako nastane takšen tekst? Hitro, dolgo nastaja, Mislim, nosiš s sabo, recimo. ta je načrtno nastal. Jaz sem za tega resno upal, da se bo znašel v šolskih učbenikih, Ja. da se bo recitiral na državnih proslavah, pa šolskih, pa tak naprej, občinskih. Ampak nekako za njega ni imela posluha nobena oblast, pa če so bili levi gore ali desni ali kakšni vmesni, ništa. Mogoče zdaj, ker je glih fazi menjave, da so slišali. Pa da. Ne? Že vidim, dobro, že vidim. Tam 25. juni ti za vsak slučaj rezerviraj. Ja. Ej, Vsaj za eno stran. Ne? fino. Kdaj, glede na to, da prihajajo vseeno poletni meseci, če se malo na te snežinke, ki smo jih danes že imeli, pozabimo, kje sva jo bo kaj dalo doživeti v živo? Kakšni so plani za poletje? Ja, pa poleti imam pa res dva špila v Tolminu, ne? Tako je, ja. Pa v Ormožu, je tako? Lenartu. A Lenartu. V Lenartu. Imamo sabo menedžerko danes. No, lahko to s prve moramo roke tudi pove. povedati. Ja, lepo zdrav, tudi menedžer, ki je zraven, fajn. Lenart je blizu. Tako, Lenart je blizu, kdor pa bo slučajno bolj na primorskem koncu na dopustu, pa je Tolmin tudi krasen. Ne? Drugače pa ste verjetno še odprta, znate kakšne datume. Ne, da, Jo. če pridete recimo v Rušah, bo Kantfest, upam, da organizatorji poslušajo, vem, da sta že bila. Ne, jaz sem v Rušah, pa mi je fajn, če lahko peš pridem, pa tudi pol peš grem, ne, pa vmes eliksir. Tako da pa ne, upam, da tudi če kje bliže. Glede na to, da smo na vašem radiju, to ni straha, da ne bi začeli deževati ponudbe, tako da Super. glih to smo še rabila. Sam to, evo. Mali oglas, evo, samo še telefonsko številko menedžerke, ne sam se. Dobite pri nas v uredništvu zainteresirani. tako, Evo, tako, ja. tako bomo rekli. Ok, gremo naprej z muziko. Kaj bomo poslušali?
Zdaj gremo na sode, ne? Med sodi rojen je pa naslednja skladba, za katero smo pred kratkim posnela video spot. To je tebi, Mernik. Pri vas že Ja, to je. predstavila. Mogoče Dimek še kaj pove. o Ja, tem. spot pa tudi v Mariboru v Vinagovi kleti. Super smo se imeli. Kaj naj rečem, profesor Križanič je meni pisano na kožu. Ja, niste slišali prej, da to je za Mernika. Ja, pri nas na tem radiju, ko slišimo sod, ne, op, Andrej pride, ali pa profesor Križanič, čak da ti dve opciji sta in komaj čakam, da jo slišimo. Zdaj izvolite. Med sodi rojen, pod brajdom dojen, pa kak ne bi bil tak kot sem. Nemirne krvi iz krivih oči, zaljubljeni v lepe reči. Še ne 20 let sem bežal v svet, ga križal po dolgem počez. Sem upal, iskal, prehitro spoznal lažnive poti do nebes. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči. Ve kateri sem zaigral, ve kateri zvezde štel in kam me zjutraj veter je vzel. Skozi zimo in hlad, svetočo pomlad, sem padel, se znova pobral. Iz kuštravih not sem vil svojo pot, na njih skozi leta ostal. Če mogel bi zdaj se vrniti nazaj, še enkrat prehodil bi vso, te znova spoznal, ti tvoril, poslal in spet bi bilo vse tak lepo. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende, ukradene noči. Ve kateri sem zaigral, ve kateri zvezde štel in kam me zjutraj veter je vzel. Samo kitara ve za vse moje poti, pobegle vikende,
Dimek in Klarič, odlično. Jaz verjamem, da se vsak v keri najde. Če sem se jaz, kateri sem se v tej zdaj. Res, bravo. Če ne bi bil tu, bi šel v klet, ne? Pa spet Sodu, ne? Najboljšo arhivsko. Ampak tako je ljubezen, pa vino, ne? To je tisto, pravimo, kar nas gor drži. Pa seveda odlična glasba, ki jo ustvarjata veste čas, ali se dela cel čas tudi kaj novega. Zmišljata kaj o novih stvarih, delata nove stvari, kaj pripravljata. To nas malo zanima, tudi smo radovedni, ne? Razmišljamo veliko, delamo pa en kurd. Ne, samo zdaj bomo res, zdaj ko imamo menadžerko. Ja. Ne, pazi, leto dni nazaj nismo imela ne menadžerke, ne video spota, še komadov nismo vseh dala v eter, ki smo jih posnela. Okay. Zdaj gre pa to... Objavo imamo vsak mesec, kako pa tako. Bravo. Nujna ženska energija, torej tudi družbena omrežja, tudi tam sta aktivna. Ja. To moramo povabiti tudi poslušalce, da vam sledijo, ne? Na družbenih omrežjih. Ja, menedžerka tudi, ki ima torej obvezno družbena omrežja, Dimeka in Klariča, tam tudi najdete vse aktualne novosti, ki pa torej zares prihajajo, ker zdaj imata ta pravo energijo, baje, da veliko razmišljata in zdaj bosta nekaj tudi ustvarila. No in kdaj bo? Moram reči, da smo glih na zadnji vaji smo se malo pogovarjali o tem, da bi v bistvu dala kakšne nove komade naroštil, pa da vidimo, kaj se zgodi. Datuma pa še nimate? Ne. Tu, veš kaj, tu... Ta projekcija pa ne gremo na tak način. Samo, oprosti, Davor, menedžerka, kdaj je datum? Ja, jaz tudi mislim, da ga bo menedžerka postala... Ja, bo rekla, deadline je takrat pa takrat, naredita. Ne ji povedati, ona ima eno orožje, ki je čisto simpel, samo zagrozi, da bo šla. Kako malo je treba, ne? Da se moški tako izresnimo in delamo. Evo, fino. Dobro, še imamo čas, še imamo tudi odlične melodije. Zdaj prihaja ona moja. Moja pride. Prej smo se pogovarjali. Ja, katera je to? Moja. Ja, jadralska, ne? O jadranju. Vse jadralske junake tega sveta, ali pa vse jadrana. Morske volkove. Tako, za vse hrabre ljudi, ki riskirajo v tistih nečloveških razmerah, ki znajo biti. Morajo boriti s sirenami. Pa Ja. Veš, koliko je tega? Neverjetno, od moje pri Sodu do Jegrove na jadrnici in potem še teden dni bolniške zaradi prehlada. No, nič za to. Evo, se veselimo, izvolita. Vsi smo v najboljših srednjih letih, varno stran od žene in otrok. V navtične presežke smo odeti, pod palubo morje je zalog. Par dni da pozabimo na stvarnost, da v življenju malo smo zašli. Kljub kravati, Audiju fajn plači, dan za dnem počnemo, kar nam ni. Koga briga, če ni vetra, dokler nam zdržijo jedra. Rum in džin sta naš adrenalin, pijemo kako živine, od Marine do Marine, miska kligeljade, ček branci. Vozi svetilnik, kje? Levo zgoraj, se mi zdi. Skipper se nasmiha od krmila, vajen je kretenov raznih vrst. Na barki polnih jajc doma ponižnih, po stranih, ko nam šef pokaže prst.
vse skrivnosti, navtike poznamo. Vemo, kaj je boja, jadro, sidro, bum, par nagibov, da bo lepša fotka. Pol pa vrš, popive v Konzum, koga briga černi vetra, dokler nam zdržijo jedra, rum in džin sta naš adrenalin. Pijemo kako živine, od Marine do Marine, Meska, Kligelja, Genček, Brancin. Laj, la, laj, la, laj, la, 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 laj, la, laj, la, la, laj, la, laj, la, laj, la, la, laj. Pijemo kako živine, od Marine do Marine, Meska, Kligenja, Genček, Brancin. Wow. V tolikih verzih, ko se pa jaz tu najdem. Ja, se pravi, čisto za vsakogar je danes vsaj ena bila, ne, teh. Veš, kaj sem pa zdaj opazil? Kaj je res ena velika prednost dueta pred recimo zakonsko zvezo? Slišimo. Mi dva z leta v leto pogosteje skupaj končava. Pa po večkrat na večer. Lepo. Ja, res vam gre dobro. Kaj naj rečem, ne? Ohranita to. Absolutno, ker glede na to, da menedžerka že piše tudi roke za kakšni so roki, torej časovni, ne, za nove komade, sem prepričan, da to ni bil prvi in zadnji, ampak samo prvi toti live, pri katerem smo imeli tukaj v tem studiu, in da bo kmalu sledil še kak novi in obvezno Z novim materialom. Z novim materialom tudi, čeprav je ta tako dober in tako fajn, da bi ga lahko poslušali celo noč danes. Jo imeli pa 2 uri, se eno, samo imamo čas. Komot. Ampak jaz vem, da imata vidva kakšno zapiko na i, ne, kot radi rečemo. Ja. Kaj, čist premalo smo se taki pravi telesni ljubezni posvečali. Mogoče ni tako slabo to. Ja. Vse čustva so super, ne? Sam tu pa tam pa še pa tudi malo. Ne? Ja, res je. Absolutno. In mislim, da je prav, da tudi o tem spregovorimo. In obstaja ena pesem, v kateri je te telesne ljubezni, bi rekel, res na pretek. Gigi Migi. Gigi Migi je, to je tak, da pesem je pol malo daljša ratala, zaradi tega je 3 dejanka, naslov ima pa Mati, snaha, hči. Juj, to je kar trojček, ne? Malo daljša. Malo bolj daljša. Me zanima, Jeger, če so šli v tej našo, tako kot v tisti o jadranju. Upam, da ne, no. Upam, da ne. Je pa to tudi zadnja? Zadnja Ker je ura taka, kot je. Hvala lepa, da ste prišla. Hvala. Kako ste se počutila tu? Vrhunsko. Je v redu bilo, ne? Hvala za povabilo, fuj ste fajn. Že zadnjič je bilo super, danes pa sploh, ko imamo še več čajta, da lahko to. Pridite še kaj, ne? Z veseljem. Zdaj veste, kje smo, ko ste bila že drugič, ne? Zdaj se ne dvakrat prijema sam pozdraviti, pa na šus, ne? No, tako. Bomo imeli že 3 nove komade, pa z veseljem. Nasmeh na obrazu menedžerke je bil zdaj pri 3 novih komadih. Je pa prav, če smo toliko menedžerki govorili. Res je, da jo tudi predstavimo. Da omeniva, da ja, seveda, Zala Horvatič, najna, edina sva, ki imamo mamo, ki je mlajša od naju. Še ena stvar, ki vam jo moški zavidajo. In prav je, da predstavimo pa tudi tonskega mojstra, ki je prišel z nama in ki skrbi za to, da tak vredi čujete, smo zaigrala. Tudi vse tisto, kar ne bi rabili. Nino Popovič, sicer
stalni član midva ekipe, naš odrski tehnik, no danes je pa ta glavni. Hvala obema, ki sta bila danes v ozadju, ki vam nismo videli in slišali, ampak sta poskrbela tudi vidva za to, da je bil to še en nepozaben Toti Live na Totem radiju. Evo kak fajn, ravno 9 zvečer je in zdaj se bomo tej Gigi Migi ljubezni v 3 dejanjih posvetili. Za konec hvala vama, pridita še in dajta zdaj temu nepozabnemu glasbenemu večeru še piko na i. Dimek in Klarič, hvala lepa. Hvala. Prečudni so včasih gospodovi poti. Se mi zdi, da se takle še on včasih zmoti. Me svoje dni skušal je z angelsko hrano. Le kak bi naj se je srevež ubrano. Zagledal sem jo, ko na gajnki je stala, iz bližnjih brajt sladki kvinton je zobala. Sem stopil z bicikla, svoj ancuk popravo, pa poln vedrine, na ves glas pozdravo. Bog daj soseda, ja kak je kaj z vami, je Joža doma, ali ste, upam, sami. Je rekel, naj pridem en dan na okoli, da boj, da vam pralni stroj tak čudno boli. O, da je na furi, kaj če šiht je šiht, kaj se v nasmeh je razlezal moj ksiht, kaj ne bi je baba bila ko violina, prav tenka, prav polna, prijazna in fina. Sma stopla naprej, sem mogel spit kavo, pojest 2-3 kekse, en šluk za prebavo. Bolj, ko mi je kriti priboljške nosila, zmer bolj je bila voljna, bolj se je medila, so v glavi začeli mi pet petelini, trebuhu me grabit hudi skomini, da nisem več zdržal, sem zgrabil jo ročno in stisnil jo celo ob svoj život močno. Ne boste verjeli, čist nič se ni branila, še sama mi vneto po knofih je planila. Ni trajalo dolgo, sma žensko žuhana, obstala sred sobe, ko mlada fazana. A tekle so ure in tekli potoki med mehkimi polštri in jedrimi boki. Je bilo leta ključno, da jaz vam povedat ne znam. Popoldne smo v postelji sreče iskala, pa z glavo ob glavi v njej mirno zaspala in čisto pozabila, zakaj sem se znašel tam. Ko drugič sem prišel oprtan z gereti, končat, ka sem prejšnjič pozabil začeti, mi vrata odveže, odprla je snaha. Ta je šele bila vredna greha, našobljenih ustnic, migavnega štela, oči, ko bi sama milina z njih vela, ko tele sem zijal pod tigrasto krilo, ko šla sma na gank, da bi tam nekaj spila. Sem vprašal po dedi, je zmajala z glavo, da to žencajt ni več tisto ta pravo, da žere baraba od jutra do mraka, dokler ona puca, mu kuha, ga čaka. Se bo sem to laža, življenje ni sladko, še najbolj srečnim ne gre zmer vse gladko, pa ne se sekirat, tak mlada, privlačna, ni vrag, da bi dolgo ljubezni bila lačna. Misliš, da res? Me pogledla je vdano. Ja, kdo bi pa še htel me zdaj tako oddano? Genau to sem čakal. Veš koga soseda, pa tist, ker te ne bi, madani od deda. Je ratalo kmalu na ganki prevroče, za sočne besede, poglede pekoče. Ni bilo več kaj čakat, sem zgrabo deklino in neso jo v spalnico, skrit pred vročino. Pa tekle so ure in tekli potoki med mehkimi polštri, jedrimi boki. Je
je bilo le tako ključno, da jaz vam povedat ne znam. Aha. Popoldne smo v posteli sreče iskala, pa z glavo ob glavi v njej mirno zaspala, čisto pozabila, zakaj sem se znašel tam. Ka mojster trenira, to mojster obvlada, sodoble svoj delež tak stara ko mlada. Le kera bo danes sem si takle študiral, kot tretje sem k njihovi hiši maširal. Zvonilo je dolgo, od njih niti glasa, vrt je bil prazen, pa glih tak terasa. Sem že htel odit, ko je vzrlo, kak se je pod streho eno polkno odprlo. Jutro, mojster, pardon, sem še spala, se dol mi smejala, je njihova mala. Koj pridem odprit, sem že čujo žgolet, pa koj za tem glasno po štengah letet. Že je stala na pragi, sami spalni srajci, mladost, gor ali dol, je bila le strašno rajci. Madonca sem rekel, kak leta bežijo, ni dolgo zbla otrok, zdaj perajc zagostijo. Prefrigano se mi je zasmejala, sva stopila naprej, me v sobo pelala. Naenkrat ni bilo 10 leti med nama, mi rekla je fris, da bi tisto ko mama. Verjemite mi, sem resno se upiral, poskusil vse živo, da bi jo kak miro, brez haska. Na koncu sem mogel pustit, da šel je hudič, kam je pač mogel iti. Pa tekle so ure in tekli potoki med mehkimi polštri, jedrimi boki, je bilo le tako ključno, da jaz vam povedat ne znam. Popoldne smo v posteli sreče iskala, pa z glavo ob glavi nej mirno zaspala, čisto pozabila, zakaj sem se znašel tam. In čisto pozabila, zakaj sem se sploh znašel tam. Ja, prečudni so včasih gospodovi poti. Se mi zdi, da se takle še on včasih zmoti, me svoje dni skušal je z angelsko hrano. Če bi bil poleg, še on bi jel z mano.